Nogometaši Domžal so v 32. kolu Prve lige Telekom Slovenije gostovali na stadionu Bonifika, kjer so se udarili s šestouvrščenim Koprom. Slednji je bil v zelo dobri formi, saj je že 5 tekem brez poraza. Na drugi strani so Domžalčani v zadnjem kolu s 3-0 premagali velenjski Rudar, trener Simon Rožman pa je bil tokrat primoran v eno zamenjavo v udarni enajsterici. Namesto kaznovanega Zenija Husmanija je na položaj zadnjega zveznega igralca postavil Roka Elznarja. Srečanje je vodil glavni sodnik Roman Glažar iz Hajdine, sredine igrišča pa so krenili Domžalčani, ki se jim je uvod v tekmo popolnoma ponesrečil. V 7. minuti prva priložnost za Koprčane, pri žogi Ruben Belima, takole je sprožil z levico, izkazal pa se je vratar Dejan Milič. Sledil je kot z desne strani, podaja Kokoroviča, odbil je Elznar naravnost do Nermina Hodžiča, ki je natančno meril spodnji desni kot nemočnega Dejana Miliča in popeljal Koprčane v vodstvo z 1-0. V 11. minuti odgovor Domžalčanov, Franjič v sredino, Repas s strelom po tleh na pravem mestu Antolovič. 14. minuta, prodor Matica Palka, podaja v sredino, na pravem mestu je bil Ruben Belima, ki je z levico natančno meril spodnji levi kot vratarja Miliča in podvojil vodstvo Koprčanov na 2-0. V 17. minuti priložnost za Domžalčane, pri žogi Petar Franjič, takole dvojna podaja z Majerjem, predložek sredino Hrvata, z glavo je streljal Amedej Vetrih, Koprčane pa je rešila Prečka. 24. minuta, kombinacija Široka in Vetriha. Širok je sprožil z levico mimo leve vratnice Koprčanov. Sledil je nov napad Domžalčanov, ki so ukradli žogo na polovici Kopra. Franjič na desno do Široka, streljal je Firer, na pravem mestu pa znova Antolovič. 43. minuta, nov napad tudi Koprčanov, Belima na levo stran, do strela je prišel Pučko, na koncu pa je žoga končala v rokah Dejana Miliča. In še minuto pozneje dobro posredovanje dobrovoljca, Repas do Franjiča, ta je streljal z levico, žoga pa je zadela zunanji del mreže. Prvi polčas se je torej končal z vodstvom Koprčanov z 2-0, med odmorom pa je Simon Rožman opravil prvo zamenjavo, na mesto Roka Elznarja je vstopil Veljko Batrovič. 52. minuta, predložek Kokoroviča, odbil je Milič, žoga je prišla do Belime, ki pa je meril nenatančno. Minuto pozneje priložnost za Domžalčane, Veljko Batrovič do Majerja, ta do Repasa, strela po tleh, žoga mimo desne vratnice. 56 minuti, v igri že Elvis Bratanovič, ki je zamenjal Franjiča, prodor je nadaljeval Širok, streljal z levico, Antolovič je odbil do Veljka Batroviča, ta je v roko zadel enega od branilcev Kopra, toda Glažar ni pokazal na belo točko. Nova sporna situacija v kazenskem prostoru Kopra. V 58 minuti Majer je podal skota, pred vrati je Pučko porinil Gabra dobrovoljca, toda sodniki tega očitno niso videli in igra se je nadaljevala. Nov napad rumenih, podaja Balkovca, za las sta zamudila Batrovič in Bratanovič in Koprčani so se ubranili. V 67. minuti, kot za Domžalčane, podaja Majerja, pred vrati je z roko igral Nermin Hodžič in tokrat je sodnik Roman Glažar vendarle pokazal na belo točko. Odgovornost je prevzel Ivan Firer, toda njegov strel je ubranil vratar Marjan Antolovič, ostalo je pri vodstvu Kopra z 2-0. 83. minuta, lepa poteza Senjada Ibričiča, akcijo je nadaljeval Pučko, podal je na desno stran do Belime, ta se je pripravil prostor za strel in natančno meril spodnji desni kot vratarja Miliča ter postavil izid 3-0. Koprčani so torej 7 minut pred koncem visoko povedli, v 87. minuti pa lepa akcija Domžalčanov, Repas za Volariča, ta je streljal na pravem mestu pa vratar Antolovič. Ja, mi smo prejeli 2 zadetka iz proti napada, nekako v najbolj neprijetnem trenutku, nekako vstop v igro ni bil najboljši. Smo si pa kljub vsemu nekako potrdili nasprotnika, ki je dejansko se postavil pred svoj gol. Smo nekako nespametno prejeli ta zadetek.
Medtem ko v drugem polčasu sem dejansko zadovoljen z situacijami. Imeli smo tudi na koncu 11-metrko, ki bi lahko potek obrnila v drugo smer. Žal nekako danes realizacija ni bila na nivoju in mislim, da v velikem številu priložnosti žal nismo zadeli. Dejansko je bilo pa težko prebiti bunker Kopra. Poraz Domžalčanov je Mariboru prinesel nov naslov državnega prvaka, za katerega vijoličastim ob tej priložnosti iskreno čestitamo. Rumeni pa bodo boj za končno drugo mesto nadaljevali v soboto ob 20:15 na gostovanju pri ljubljanski Olimpiji.